Bomo kar začeli. Lep pozdrav vsem na današnji novinarski konferenci, kjer bomo predstavili novega trenerja članske ekipe. To je postal Dejan Đuranović. Najprej pa kar besedo športnemu direktorju Mateju Randu, da nam pove malo več o tej kadrovski spremembi. Matej, izvolite. Pozdravljeni vsi. Se prav veliko besed zgubljati je načeloma odveč za nazaj. Jasno je, da nismo zadovoljni s pozicijo, v kateri smo se znašali. V tej poziciji smo že praktično od samega začetka sezone. Poskušali smo iskati določene rešitve v tem času, kar pa še posebej v tej korona sezoni ni preprosta. Pred nami je še četrtina prvenstva, 9 izjemno pomembnih tekem in popolnoma smo prepričani, da je Dejan tisti, ki je v tem trenutku najbolj primeren, da lahko nas popelje v malo varnejše oziroma varne vode, zato da tudi to sezono, bomo rekli, preživimo in da se lahko potem posvetimo delu naprej v naslednji sezoni. Dejan ekipo pozna, dolgo je bil že z nami, v zadnjem času je bil sicer na kratki posoji pri sosednjih v Dobu, ves čas smo pa ostali v kontaktih in mislim, da bo tudi njemu zaradi preteklega dela, ki ga je z nami opravil, nekoliko lažje. S to istočnico bom pa kar njemu predal besedo, da se predstavi kot novi trener nogometnega kluba Domžale. Dobro, tudi v mojem imenu lep pozdrav vsem skupaj. Situacija je nanesla tako, da se je čez noč moral nekaj spremeniti in jaz sem že dolgo leta v Domžalah in tudi dejansko na razpolago v Domžalah in bil v različnih obdobjih tudi deležen dela v strokovnem štabu in kot je Matej povedal, tudi pred kratkim v obdobju z prejšnjim trenerjem Simonom Rožmanom, ko smo delovali skupaj, tako da ni dosti časa minilo od takrat, da je tudi nekako ekipa kar sestavljena še iz nekih igralcev iz tistega obdobja, tako da se kar dobro poznamo, pa ne nazadnje tudi to zadnje sodelovanje z Dobom, ki je bilo vpeto skupaj z našim klubom z Domžalami, tako da so nekako te informacije bile vedno pretočne in sem dejansko bil seznanjen tudi ob spremljanju, tudi s stanjem v ekipi, tako da zame to ni nekaj novega, niti okolje, niti ekipa, niti razmere. V zadnjih dobrih 15 letih, odkar sem Domžalam, so se dogajali normalno tudi taki padci, kot je trenutno, tako da jaz sem prepričan, da bomo vsi skupaj v klubu in moj štab trenerski, da bomo znali iz te situacije priti boljši ven in uspešnejši predvsem in da bomo to sezono res na miren način zaključili, da se lahko pol tudi v miru pripravljamo naprej. Dejan, hvala. Zdaj pa lahko začnemo kar z vašimi vprašanji. Dvignete roko, pa jasno glasno, da se sliši na posnetku tudi, tako da prosim, če ima kakšno vprašanje. Dejan, kje vidite te glavne razloge, da zdaj ni šlo, na kateri vsi smo pripričani, da je ekipa poimensko boljša od tega mesta? Mislim, razloge zdaj iskati, pa jih mogoče gledati, pa jih dajati nekako v preteklost. Zakaj je do tega prišlo? Mislim, da je v štart sezone je dejansko po Evropi, ko smo bili tudi zamenjani, prejšnji štab smo dejansko slabo štartali, to se nekako nadaljevala ta nesigurnost v sezono. Vmes se je tudi malo spreminjala ekipa, ki se je iskala, ampak nekako vidimo, da so igralci nekako niso mogli dvigati, kakšni so razlogi, meni poznani, nepoznani, mislim, da je to bom kar za se zadržal, ampak igralci so dejansko izgubili neko samozavest, neko verovanje vase v ekipo, neka pozitivna klima je manjkala, da je prihajalo do tega, da se je dejansko to dolgo časa vlekel, da se ni išlo iz tega ven in moja naloga in mojih sodelavcev je v prvi vrsti to, ker je ekipa dobro fizično pripravljena in kot ste sami rekli, imamo tudi
kvaliteto za sigurno boljšo pozicijo in boljše mesto in več osvojenih točk, kot jih je trenutno. Da jim samo vlijemo nekako to samozavest, da bodo verjeli vase, verjeli v ekipo, da so sposobni več in da bomo to, verjamem, tudi že v sredo to pokazali in da se nam bo ta krivulja obrnila navzgor. Kar naprej lahko, če imamo kaj. Ja, Juri Završnik, ekipa gospoda Razma, a ste razmišljali tudi o kakšnem drugem trenerju, ker nekaj se je govorilo okoli o gospodu Stojanoviću, ki je pri vas že bil? Ja, ne vidim, v redu. Absolutno smo več načrtov premlevali v teh dneh. Je pa treba biti realen, naslednja tekma nas čaka že pojutrišnjem v Velenju in je za nas izjemno pomembna. Zaradi tega prav zelo veliko razmisleka kljub vsemu ni bilo potrebnega za to, da smo sprejeli odločitev, za katero smatramo, da je v tem trenutku najboljša za naš klub. To je logično, ne? To boste pa vi povedali. Mogoče naprej čez dnevnik. Za športnega direktorja, ali Dejan Žeronović prihaja 7 mesecev prepozno? Izjemno zahtevno vprašanje, na katerega je danes praktično nemogoče odgovoriti. Vsekakor v sistemu dela, ki si ga postaviš in za cilji, ki si jih zastavljaš in strategijo, ki jo imaš, se zgodi tudi, da kdaj se stvari ne iztečejo tako, kot si si zamislil. Definitivno pa iz tega vidika ni nobenega občutka, da kdorkoli z igralci na čelu ne bi dal vsega od sebe, enostavno pa pač rezultati niso sledili temu, kar smo si vsi skupaj želeli. Ali je prehmal, ali je prepozen, ali je idealen timing, bo pa čas pokazal in danes o tem sodati je nemogoče odgovoriti na to vprašanje. Mogoče še za trenerja. Dejan, kako lahko v tako kratkem času v bistvu naredite preskok? Katere inštrumente recimo boste uporabili? No, mi smo že danes začeli to poglavje v tej letošnji zgodbi na novo. Predvsem to, kar sem že prej dejal, da bomo predvsem fantom dali neko sigurnost, neko samozavest, da verjamejo v to, kar bomo počeli. In seveda na taktičnem planu, kar smo že danes na treningu že nekaj začeli delati, neke usmeritve, nek model igre, ki bi ga radi ustvarjali tudi za naprej in ki ga bomo tudi seveda poskušali že v sredo na igrišču takoj prikazati. In prvi odziv moram reči, da je bil od fantov zelo dober, zelo v redu. Vidi se, da so motivirani, kar me sicer tudi ne preseneča. Oni so profesionalci in vejo, da morajo svoj maksimum dati in če je bil to tudi motiv, da so dobili novega trenerja, da se tudi dokažejo, je edino pravilno. In če sodim lahko po tem prvem vtisu, mislim, da je zelo dober in verjamem, da bomo šli v pravi smeri. Boste šli v boj za obstanek z več mladimi, recimo igralci za zadnjih 9 kol? Mislim, kader, ki ga imamo, je tako sestavljen iz tega, kar je bilo do zdaj, tudi iz izkušenih in mlajših igralcev. Tudi v zadnjem času nam kartoni narekujejo tudi izbiro igralcev. Na srečo poškodovanih ni toliko veliko, pa tudi oni se že vračajo v pogon. Tako da jaz sem prepričan, da bomo rabili vsakega od njih, in starejšega in mlajšega. Tekme se bodo vrstile po 1. juliju, tisti zadnji sredi, ki je prosta, imamo dejansko v 3 tednih 6 tekem za odigrati in je nemogoče pričakovati, da bo večina igralcev ali pa tudi manjšina odigrala vseh teh tekem s polno minutažo, tako da bodo prišli na vrsto in mlajši in starejši. Tudi za vas bomo v sredo v Velenju prvoligaški prvenec v vlogi trenerja. Kaj posebnega vznemirjenja pred to tekmo? Malo popravka bom dal. Prvenec ni niti v Domžalah, ker sem tekmo vodil, ko se je dogajala menjava pri, mislim, da med Pevnikom in Badžimom.
Drugače sem pa vodil v Radomljah v prvi ligi, tako da kar se tiče debijev ni, zato bi prosto še za popravilo vprašanja. Pa še v Celju, ker so bili vsi izključeni. Kako? Še v Celju. A ne, to nisi slišal kao? A ja, pa še v Celju. so bili vsi izključeni. A je bilo kaj dodatno? Radio Slovenija, imam vprašanje za športnega direktorja. Je Dejan Đoranović zgodba na dolgi rok ali zgolj kakšen dežurni gasilec do konca sezone in potem razmišljate o novem menjavi? Kako ste si to postavili? Mi vedno razmišljamo najmanj srednjeročno, če ne celo dolgoročno. Vsaka zgodba, ki se lotimo, je tudi tako nastavljena, tako je tudi Dejanova specifika trenutne situacije, pa to, da imamo ves fokus trenutno usmerjen samo na ta mesec, ki je pred nami. Ko bomo najbolj nujne stvari uspeli razrešiti, bomo pa potem seveda tudi lahko misli strnali in jih usmerili naprej. Ampak absolutno vsaka poteza, ki jo naredimo, bodi si igralska, bodi si trenerska ali kadrovska na drugih področjih, je usmerjena z najmanj srednjeročnimi, če ne celo dolgoročnimi cilji. Mogoče še pod vprašanje, kako ocenjujete nekatere kritike, da je bila predvsem v zadnjem času ekipa predraga in hkrati prestara, slovite po dobri akademiji, je bila to posledica te igre na rezultat, ko ste ga morali doseči, ne glede na vse dejavnike? Kritike so upravičene zaradi tega, ker rezultata ni. Tako kot sem dejal, vsaka strategija, ki si jo zadaš, nikoli ne moreš biti popolnoma prepričan v svoj uspeh. Enostavno želiš možnosti za svoj uspeh čim bolj izboljšati. Vse, kar smo naredili, je bilo v tej smeri narejeno. Je pa dejstvo, da je povprečna starost ekipe v letošnji sezoni višja, da je število osvojenih točk nižje, tako da je verjetno na mestu razmislek v tej smeri, da se morda v večji meri povrnemo k koreninam in poizkušamo spet zajeti ta duh, ki je pri nas ves čas bil. Tako da, ja, kritike so upravičene, absolutno, to sama lestvica je naša največja kritika in absolutno bo pred naslednjo sezono potreba zavihati rokave, razmisliti dobro o situaciji in najdeti rešitve, ki nas bodo bolj nagradile. Ni pa nujno, da to pomeni radikalno pomladitev ekipe. Kljub temu, da imamo izjemne igralce, izjemne fante, izjemne karakterje med temi mlajšimi igralci in jaz sem prepričan, da bo za vse njih nastopil čas, ko bodo prevzeli tudi vodilno vlogo v našem klubu. In še za gospoda Đoranovića. Boste že na naslednji tekmi, oziroma na prvi vaši tekmi, zdaj globoko zarezal v prvo enajsterico, glede na zadnjih dveh, ko ste glede na zadnjih dveh tekmi, ko Domžalam ni prineslo pravega rezultata. Globoko, kako mislite to? 3, 4, 5, 6 igralcev? Ja, mislim, da tudi ni v situacijah, glede na to, da imamo 3 igralce, ki imajo prepoved igranja. Tako da je že tle bo prišla sprememba in bomo iskali neke rešitve. Na levem boku imamo in igralce, ki bi lahko to pokrili kaznovane zaradi kartonov in Sikoška, ki je še poškodovan, se šele vrača. Tako da bo tle že tako iščemo neko rešitev. Ostali igralci so pa, kot sem že dejal, na razpolago oziroma bodo tudi dobili šanso, tako da nekih radikalnih stvari jaz mislim, da v tem momentu tudi ni pametno delati, ker so ti, ki so tudi bili tako in tako v pogonu, imamo možnost 5 menjav, ki se jih da tudi dobro izkoristiti v sami tekmi, tako da mislim, da iz tega razloga ni potrebe delati posebej teh nekih radikalnih stvari z premešanjem postavo, kajti tako in tako bodo vsi prišli prerastene vrste. Dejan, lahko ta teden naslovite 6 točk? Lahko. Na razpolago so. Imamo tekmo v Velenju, kjer nimamo pravice na nič drugo kot na osvojitev 3 točk. To je tudi igralcem jasno povedano. In potem seveda gremo v naslednjo tekmo. Mislim, da imamo to, kar je pred vsako tekmo na razpolago. Mislim, da v tej naši ligi, če res izvzamemo letos, da je izjemoma Velenje brez zmage, dejansko vsi ostali lahko se proti vsakemu nasprotniku
zoprstaviš in greš v to, da lahko osvojiš 3 točke in da so dosegljive in ne vidim razloga, zakaj ne bi tudi mi tako pristopili temu. Tudi Olimpija pomeni nove trenerja, kaj je to prednost, da bo za vas? Mislim, vsaka sprememba nosi nekaj novega, zdaj, ali to pride pozitivno ali negativno, to je težko govoriti, vsak ima nek svojo specifiko v svojem delovanju in v svojih problemih, do česa pride, zakaj do česa pride. Sigurno je, da je razlika med nami pa med Olimpijo, ker smo nekako rezultatsko bili slabi in je bilo potrebno nekaj zamenjati, da se lahko dvignemo iz te nezahvalne 9. pozicije. Pri Olimpiji je pa verjetno druga stvar, ker so bili do zdaj prepričljivo prvi in so še vedno prvi in da pride do menjave, je pol tudi verjetno pri njih mogoče kaj drugega, tako da bomo videli. Hoče da še vprašanje, kako si kot trener Doba spremljal tudi dogajanje v Domžalah? Je po tvojem mnenju bi bila pomladitev primernejša strategija že v tej sezoni? Mislim, to razmišljanje o pomladitvi pa vse je lahko dvorezno. Imamo igralce, ki so dejansko tle dobili, so prišli mogoče z nekimi izkušnjami tudi v že kasnejših 30 letih, ampak vseeno je v Domžalah vedno bilo na razpolago mladih igralcev in talentiranih velikega potencijala, ki so tudi naredili dobre transferje in šli in še vedno so tukaj igralci, so dobivali v tem momentu minutažo, kot je Svetlin, kot je Karič, tudi ko je Sikošek, to so vse še igralci, ki jaz sem prepričan, da so zanimivi za trg in za prodajo. Tako da tega, da lahko rečemo, da ni bilo, ne moremo reči, je bilo mogoče kakšen izkušenejši več, ampak še vedno imamo, kot ste predejali, iz te naše akademije igralce, ki prihajajo in jaz sem prepričan, da bomo v naslednjem obdobju prikazali in pokazali, predstavili tudi kakšno drugo ime in da bodo počasi prihajali v prvo ekipo in da bomo se vrnili na tisto našo prepoznavno pot in prepoznavno filozofijo, ki smo jo v preteklosti vseh teh zadnjih slabih 20 letih v Domžalah naredili. Jaz bi še dodal, kar izvoli. A ste, gospod Želanič, takoj pristal na to, ko je vodstvo kluba ponudilo mesto prvega trenerja, a ste kaj vmahval? Ne, takoj sem pristal. Podaljšek mojega vprašanja, koliko nervoze ste čutili pri teh pogajanjih, koliko pritiska po tem golem preživetju, recimo, pa če še nadaljujem še eno vprašanje, koliko nervoze čutiti v samem moštvu zdaj, potem, ko se borite za obstanek? Jaz lahko na oba dva vprašanja govorim, da ni nikakršne nervoze, niti pri meni bilo ob prevzemu, ob dogovorih z Matejem. Jaz sem v klubu od leta 2003 in za upravljanje različnih funkcij pokazal in dokazal, da sem pripaden klubu in predvsem svojemu delu. In ob tej priložnosti, ki so mi jo ukazali, sem bil pripravljen takoj jim pomagati in prevzeti. Smatram se, da sem dovolj sposoben, da imam izkušenj z vsemi temi in funkcijami in izkušnjami trenerskimi, ki sem jih imel, da ne govorim še o igralski karieri. Tako da zaradi tega ni bilo čutiti nobene nervoze. Lahko pa tudi rečem, da mogoče ob kakšnem negotovem pogledu igralcev ob začetnem predstavljanju in sestanku in predstavitvijo samega sebe oziroma dela in zahtev, ki bi jih rad unesel v moštvo. Moram reči, da je bilo prvi trening izredno pozitiven, izredno sproščen in da so fantje pokazali izredno pozitivnost in izredno voljo na treningu. Mogoče še beseda o vaših pomočnikih, koga ste pripeljali, izbrali? Ja, mi imamo ob dobrih potencijalnih mladih igralcev, imamo tudi trenerje, ki so kar nekaj časa že tudi v klubu. Tako da moj prvi sodelavec je Janko Šir, ki je bil že dolga leta tudi v štabu pri Luki Elznerju in pri Simonu Rožmanu in tudi pri Andreju Razrhu, ki je opravljal sicer nalogo kondicijskega trenerja, ampak bo zdaj posvečen bolj nogometnemu delu. Bomo na njegovo mesto verjetno ob začetku naslednje sezone pripeljali tudi okrepitev in strokovnjaka za fizično pripravo. Naslednji sodelavec, ki je Aleš Mežnaršič, tudi iz našega mladinskega pogona, ki je v prejšnji sezoni vodil kadetsko ekipo U17
in se pokazal tudi kot zelo profesionalen, delaven trener, ki si želi tudi znanja in izkušenj nabirati in mislim, da je prava izbira. In trener golmanov je seveda Janez Strajnar, ki pa mislim, da vam ga ne rabim predstavljati, je že pred 30 leti branil na tem igrišču za prvo ekipo Domžal. Ob seveda starem štabu, kar se tiče fizioterapije, zdravstvene službe, ki se ni menjala, ki v tem času vedno dobro deluje. In seveda mislim tudi, da povem, da imamo tudi seveda tudi tukaj dolgoletnega sodelavca, ki nam bo tudi svojimi strokovnimi nasveti in ob pomoči kot malo izven, ne čist na igrišču, ampak ob igrišču, tudi Miha Kebe, tako da je to, lahko rečem, jasna slika o trenerskem štabu. Že pogledujete tudi proti naslednji sezoni, direktor je dejal, da ste dolgoročna zgodba. Kje ste najtanjši v kadru, recimo? Ne, moram reči, da bi izredno pogledovali proti naslednji sezoni, ne, ker mislim, da je primarno, da ekipo dvignemo v smislu igre in tudi pač rezultatov. Seveda bomo pa v teh 9 tekmah, jaz verjamem, dobili tudi neko drugo sliko, drugi obraz teh naših igralcev, kakor so ga pokazali do sedaj, in se bomo seveda v teh dobrem mesecu dni znali tudi odločiti, s kom naprej, s kom ne, kaj potrebujemo, kje kaj iskati, tako da bo nekako to šlo usporedno. Še kakšno vprašanje? Mogoče smo še vprašanje hipotetično, če bi se igrali dodatne kvalifikacije, splošno nasprotnik bi bil Gorica, bi to doživeli kot neuspeh, se pravi samo višje od 9. Je to edini cilj, ki ste se ga zastavili? Ja, absolutno bi smatral kot neuspeh, zato ker sem prepričan in verjamem, da in kvaliteto, ki jo imamo v ekipi, in v naše delo, ki ga bomo izvajali, sem prepričan, da sodimo više od 9. mesta, tako da bi bil neuspeh velik. Če je to za vprašanje, bomo naredili še par slik z dresom pa šalom. Oba trener, športni direktor. Najprej slik. Tako da je na sredino.